Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Zopet je četrtek, ura je 20 zvečer in mi smo z vami v oddaji Report. Prav lepo vas pozdravljam, na tem mestu pa seveda tudi svojo prvo gostjo, gospoda Rinko Bukovnik. Gospoda Rinka, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, dobro večer. Danes ste z mano z enim posebnim namenom in sicer, če preideva k bistvu, govorili bova najprej o neprofitni mreži Matija. To je verjetno zdaj ena taka besedna zveza, da si ljudje sploh ne znajo predstavljati, o čem pravzaprav gre. Gre pa za eno brezplačno telefonsko številko, s katero lahko starejši ljudje pri vas poiščejo pomoč. Pa boste mogoče vi povedali kaj več o tem. Ja, jaz bi najprej morala poudariti, številka je zelo enostavna za zapomniti, 080 10 10 in jaz mislim, da bi bilo zelo dobro v tem trenutku, da bi to številko vsak imel pri sebi doma, ker lahko v vsakem trenutku, to je 24 ur na dan, dobi informacije, kakršnekoli želi. V kakšni meri je to pomembno za tiste, ki se nekako ne znajdejo v določeni situaciji in rabijo neko pomoč? Jaz bi to rekla, da je za vsakega od teh starejših pomembno zaradi tega, ker je zdaj v tem informacijskem sistemu, ki ga imate vi mlajši, internet je to, mi imenujemo Google za starejše, ker tu lahko pride do vseh informacij, kar jih zanima. Najbolj pereče vprašanje je sigurno zdravje in mislim, da na tem področju je tudi največ vprašanj in tudi dobijo največ odgovorov. Ste ugotovili, da ljudje potrebujejo pomoč, se uporabljajo torej telefonsko, vas kontaktirajo? V kakšni meri mogoče? Zelo in mislim, da je tu res na prvem mestu zdravje, ker to je najpomembnejše in takrat, ko pridejo v zrela leta, tudi zdravje nam več ne služi tako kot v mladih časih in se mi zdi, da je tu največ in tudi vse, kar s temu sledi, od specialistov za oči, okulistov, ušesa, nos in grlo, fizioterapije. Tu lahko dobijo tudi informacije o nakupu medicinskih pripomočkov, kateri jim pripadajo. Tu je kupenih novosti, ki se dnevno menjavajo v naši zlati Sloveniji, ker pač to tak zakonodaja je eno posebno poglavje in tudi na tem pravnem področju lahko dobijo informacije. Ker tudi ne vejo, do česa so upravičeni in do česa ne. Se pravi, da v vedno vsem, ki naj danes gledajo, vsi z kakršnikoli vprašanjem se lahko obrnejo na vas. Ja, resnično in mislim, da bi to številko 080 10 10, jaz se trudim, kolikor je v mojih močeh, da bi bila nalepljena po vseh plakatnih mestih, mislim, da bo tudi v Selnici v kratkem. Imamo te letake, ki jih raznašamo po domovih, po vseh društvih upokojencev, ker je tudi tam največja naša baza, in društvih invalidov in vseh teh prostovoljskih organizacij, ki jih tudi zdaj ni v tem trenutku malo in res skrbimo za to in bomo skrbeli še naprej, da bo to številko 080 10 10 imel vsak starejši občan pri sebi. Kje se pa je porodila ta želja, da ste to telefonsko torej vzpostavili ta kontakt z ljudmi in kako dolgo že to peljete? To je nastalo pred kratkim, bom rekla, v decembru 2012. Porodila se je ravno iz teh namenov, ker je ta naša zakonodaja, ki nas omejuje na vsakem koraku, posegla tudi v te socialne transferje in ravno pri teh ljudeh, ki so že v vsakem primeru ogroženi, da so že na robu preživetja. In takrat je nastala ideja, da bi lahko mi starejši pomagali prostovoljno tem starejšim, ki res so jim takrat odvzeli ta varstveni dodatek, ki so ga imeli skoraj vsi pod to zagotovljeno minimalno pokojnino, in je bila ravno v ta namen ustanovljena, da bi se vsi ti starejši prebudili, ki še zmorejo kakršnokoli prostovoljno dejavnost, da bi pomagali tem ljudem. Če mogoče malce skreneva s teme in poveva malo splošno.
Kakšno je vaše mnenje glede vpliva torej te tehnologije, teh medijev, ki so zdaj, na tiste starejše, ki tega niso vajeni? So nekako ostali brez nekega stika, so malo porinjeni v kot in mladi nekako ne znamo ali pa nočemo več pomagati? Ne znate, ne zmorete, ker imate svoje življenje in skrbite za svojo kariero ali pa poklicno ali družinsko ali kakršnokoli. Mi starejši se moramo sami potruditi pa en drugemu pomagati. Ravno tu je kupenih projektov, starejši pomagajo starejšim, ampak to nekako ne zaživi, ravno zaradi tega, ker ni enega klicnega centra, kjer bi lahko dobili vse informacije, in to je bil ravno interes teh, ki so ustanovitelji te mreže, da bi na enem centru se to zgodilo, in zato je ta informacijski sistem tak narejen, da res je 080 10 10, pokliče, lahko v vsakem trenutku dobi vsak odgovor. 24 ur na dan ste pripravljeni pomagati. Poudarjava, da je to prostovoljno? Čisto. In tudi prostovoljno, ravno tu bi želela povabiti vse ljudi, vsak pri sebi pač mora razčistiti, kaj zmore in kaj ne zmore, pomagati vsaj sosedo, če že komu drugemu ne, ampak na to številko se tudi lahko prijavijo. Zdaj bom rekla, da smo letošnjo leto imeli eno najbolj uspešnih akcij, ki smo jih začeli, pa te se bojo tudi nadaljevale. To se je imenovalo Prostofer in tu je bila ravno odziv taki, ko verjetno noben ni pričakoval. Tu so se prijavljali ljudje, ki so upokojeni, imajo prevozno sredstvo, pa nimajo nobenih zadolžitev, nobenih obveznosti in so se lepo prijavili in odpeljali. Bilo je tudi na mariborski, tudi televiziji posneto, kako je gospod, ki je želel do zdravnika, pa ni imel prevoza, pa se je ta Prostofer ponudil in ga odpeljal, počakal, odpeljal nazaj domov in mislim, da tu je torej naša še obstajajo priložnost. dobri ljudje? Bomo jih prebudili. Iščete torej, Ja, iščete samo in tak. vabite, Sigurno. da vas poiščejo torej in se pridružijo Ja. temu dobremu delu, Tako, ki ga delate. Tako. In to mislim, da je zdaj na ključnega pomena to prostovoljstvo in jaz mislim, da vsakdo, ki zmore kakorkoli pomagati, naj se prijavi na to številko in mislim, da bomo s tem prostovoljnim in s tem humanim delom na koncu koncev tudi za sebe nekaj naredili. V bistvu gledamo vsi samo vsak nase in malo pozabljamo, Ja, da so tudi ja. drugi ljudje okoli Ja. nas, ki so potrebni pomoči. Tu se mi zdi, da je čisto premalo poudarka, ampak seveda, ker je pač vsi se zgovarjamo, izgovorov je 100 ali pa še več, 1000. Nimamo časa in tudi upokojenci se tudi, se smešno sliši, pozdravljajo, nimam časa. Jaz pa rečem, časa imamo zdaj 24 ur, prej ga res nismo imeli. Jaz vas občudujem, ker nekako žarite, v bistvu ste polni ene energije in jo kar predate drugemu človeku, tako da iskrene čestitke, kaj se tega tiče. Več Hvala. ljudi bi moglo tako misliti, biti pozitivni, gledati na svet nekako v lepši luči in se ne zapreti vase. Ja, to je tudi, meni se zdi, da je tu največji problem, ker vsak, to ne vem, kako bi imenovala, jaz ne najdem ene prave besede, ampak mislim, da je to sebičnost. Samo, da je meni dobro, drugi me pa ne zanimajo. In tu se moramo odpreti, in tu pogledati malo čez svojo ograjo. Mi smo se tako zabarikadirali, da ja, do nas ne pride noben, mi pa tudi ven ne bomo pogledali. In tu je zdaj ta moč. In mislim, da bom jo res zmogla, ker mi... Če bo več takih ljudi, kot ste vi, potem boste zagotovo te meje premostili. Definitivno. Mislim, da nikoli nisem izgubila upanja, da se bo tudi v Sloveniji spremenilo, ker ravno to sem še hotela poudariti, da smo pozabili na te človeške vrednote. To je potencial. Tu ne rabimo denarja. To je zastonj. Samo izkoristiti je treba. Ja, to, kar ti je mislim, dano. da je tu na prvem mestu sočutje do sočloveka in če enkrat začutiš, da je potreben pomoči, ne vem, če je kdo lahko toliko, da bi se stran obrnil, pa bi rekel, ne bom pomagal. In bolj se staramo, bolj se ta potreba bo večala in mislim, da
je zdaj pravi čas na nas, ki smo se ravno kar upokojili, da bi to prenesli. In v okviru nekega projekta pomagate tudi otrokom. In sicer prihodnji teden je teden otroka in vi ste se odločili, da se pridružite tudi temu. Kako, na kakšen način? Ja, sej to je en splet okoliščin, ki niso slučajne, ker je to vse, bom rekla, že naprej določeno, da ko enkrat prideš v te vode, bom rekla, humanitarnosti in tega človeškega, teh človeških vrednot, pol ti je ravno pri teh ljudeh, ki pomoč potrebujejo, to so starejši in otroci, se ti vzbudi neki občutek, da tem moramo pomagati. In tudi tako sem prišla do te dobrodelnega društva Pomagajmo odprtih src, ki so načrtovali akcijo za vojaške sirote v Srebrenici, da bi zbirali po vseh osnovnih šolah plišaste igračke, in to otroci naši, ki jih imajo preveč ali pa jih ne rabijo več, so že odrasli, in bomo jih zbrali in pripeljali, da bi polepšali tudi tem otrokom v Bosni, ali za Dedka Mraza, ali bo to, ne vem, ali bo Božič, ne vemo se točno zdaj. V glavnem, enkrat do novega leta bi to akcijo zaključili. Zbirali bomo pa zdaj naslednji teden, tudi tu pri vas v Selnici, osnovni šoli, bo potekala akcija od ponedeljka do petka, in bi prosila tudi vse, ki me bojo zdaj poslušali, da bi se odzvali, pa lahko tudi na mojo številko 031 630 103 pokličejo, če bi radi sodelovali v tej akciji. Bom tudi do njih prinesla to obvestilo in prošnjo, da bi to bilo v čim večjem številu. Se pravi, zbirate samo igrače? Plišaste predvsem, ker je to z transportom bomo imeli toliko in toliko stvari za urediti, pa mislim, da moram še tudi tu pohvaliti našo Slovensko vojsko, tudi do njih sem stopila in jih zaprosila za pomoč, za prevoz, ker če bomo zbrali tega ogromno z osebnimi avtomobili, ne bomo mogli pripeljati, so oni nam pripravljeni ponuditi tudi tovornjak, ne vem, 7-tonski ali 14, ali pač koliko bomo zbrali tega, tako da je že prevoz zagotovljen. Gospoda Rinka, lahko sedaj poveva, kako približno bo izgledalo to, da vsi tisti, ki naj jo poslušajo in želijo prinesti te igrače, kako na šolo, ne vem, bo to potekalo po popoldanskem času, lahko prinesejo otroci zraven? Otroci zraven. Otroci zraven v šolo, tam so vse tovarišice seznanjene s tem, bojo to zbrale, spakirale, kar navadne te vreče odpadne za te PVC, te velike vreče. Ni potrebno posebej dati v čistilnico, da se opere ali pa nekaj takega ravno. In kar je pa še najpomembnejše, bi pa to poudarila. Ta projekt se imenuje Tkemo prijateljske vezi. In smo pač tem tovarišicam jih prosili, da tudi otrokom povejo, da bi na vsako tako igračo, ki bojo jo podarili, napisali nekaj malega. Ali samo ime, kdo podarja, ali zaželeli tistemu otroku, ki bo to igračo dobil, naj mu bo lepo v življenju, naj mu služi tako, kot je njemu, pač čisto odvisno od vsakega. To, da bo res izgledalo osebno. Da ne bo to kar tak, da bo to velika količina, pa da mi to spakiramo pa odpeljemo. Torej, spoštovani gledalci, slišali ste, vabimo torej vse starše, babice, detke, tete, strice, otroci, sami pobrskate po omarah in privlečite na plano tiste plišaste živalce ali igračke, karkoli že, punčke, fantke, medvedke, skratka, ki bi jih želeli pokloniti nekomu, ki jih bo še kako vesel, in torej ohraniti neko vest nadaljavo za tistimi otroci, ki si takšne igrače resnično želijo. Prinesite v šolo v prihodnjem tednu, od ponedeljka do petka bo ta akcija trajala. Verjemite mi, zagotovo bodo zelo veseli. Pomagali jim bomo in jim narisali nasmešek na obraz. Tako, definitivno. Mislim, da to sploh ni nobenega dvoma, da bojo vsaj imeli en občutek, da nekdo nekje v Sloveniji skrbi za njih.
Mislim, to je nekaj neopisnega, kak je lahko to lepo pri enem otroku, ki zdaj pač v teh trenutkih je tam poskrbljeno za njih, kar se hrane tiče, kar se tiče oblačil, ni nobenega problema, to je dobijo iz tujine, od Rdečega križa do ne vem, Karitasa, do vseh teh organizacij, ampak na igrače se nobeden ne spomne, ker to ni nujno potrebno. In mislim, da si vsak otrok to želi. Absolutno. In gospoda Rinka, vi imate torej eno tako veliko srce za dobrodelnost. Ja. Še večje bo. Še večje bo? Ja. Torej še delate, še odkrivate, to še ni konec? Ne. To sploh ne more biti nikoli konec, ker je zdaj šele začetek. Pravite, da se nadaljuje. Kje se nadaljuje, že veste? Ja, nadaljuje se kar naprej, se kar odvija vsak dan na novo. Zdaj smo še priključili še en projekt. Te igrače bomo zbirali tudi za romske otroke in to predšolske. V Prekmurju, v vseh vaseh jih je okrog 500, taki so zdaj najnovejši podatki. In ker ti otroci niso vključeni še v šolo, so še doma in tudi nimajo možnosti, da bi kje prišli do obdaritve Dedka Mraza ali pa Božička ali ne vem, mogoče bo celo Miklavž. Ne vemo še točno, kateri datum bo nam se izšel, zato ker imamo še, nadaljujemo, bi radi še tudi jim podarili kako sladkarijo, kako čokoladico, kakšne bombončke. Zdaj smo napisali ne vem koliko prošenj na te trgovinske centre, od Spara do Tuša do Mercatorja. Upam, da nam bojo priskočili vsaj s kako malenkostjo na pomoč, da bo poleg igrače še nekaj sladkega. Torej, do novega leta še kar nekaj zadev je treba spraviti pod streho. Pa bomo še kako primaknili. A pa še kakšno zraven. Odlično, to so take lepe besede. Gospoda Rinka, najlepša hvala za vašo družbo danes, za ta prijeten klepet. Jaz vam želim še veliko take pozitivne in dobre energije, predvsem zdravja, da boste vi to vse skupaj lahko lepo izpeljali in pa še več takih ljudi, kot ste vi. Lepa hvala za pogovor in srečno. Jaz vam tudi hvala, se zahvaljujem tudi televiziji vaši, da ste me sploh povabili, da sem imela to možnost, da podeliti z ljudmi. Hvala. Slišali ste številko 080 10 10. Vsi tisti, ki imate kakršnokoli vprašanje, obrnite se na njih, podali vam bodo odgovor in vam tako ali drugače pomagali. Ostanite pa seveda z nami, se vidimo po oglasih.